vas lepo povabim, da z nami zapojete. Kdor pa kislo se drži za začetek, da se gremo 3, 4. Kdor pa kislo se drži redolca, ta družba ni. Živijo, živijo, živijo na svet. Druga vaja je pa vriskane. Vriskali boste pa zdaj, kaj bo lež začel. Dajmo, na Golici! Redolca vriskana! Pazi, zdaj pa še enkrat, to! Kje smo zastavi Slovenija? Tisto je najdemo vlusk, zamahamo! Petručaš, bravo! Mahamo, plešemo! Okej, zdaj pa gremo repete v riskaj! Zdaj nas čaka 3, 4 zdaj! Zdaj pa smo vredni, ajde Sašo! Hej! Hej! Žuha! Kje najdiš lepši svet, kje lepše je kot doma, s slivom damjane zazven, prekriča dolin gora, daljavi še modro polje vzven, kje lepše je kot doma. Slovenija, odhod lepote tvoje, pozdravljamo hej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, odhodi že vsi svet, je lepša dežela še je, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapel, preleduje prek sveta in takih lepo. Zdaj pa, spoštovana Radovljica, mislim, da je Peter Prevc že med nami, zato zapojmo na glas za njega. Slovenija, odhod lepote tvoje, pozdravljamo hej srca. Bravo! Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče Drugod kot. Tako kot smo zvadili, vriskamo se stavami! Slovenija, naj tebi pesem poje,
sreče drugod kot le doma. Bravo, Radonca! Naj vas še enkrat slišim za ansambl Saša Avsenika. Prej sem povedal malo statistike o Petru Prevcu, danes ga bo pa sprejel tudi en poseben možakar, pa bi še njegovo statistiko malo povedal. Prejemnik Bludkove plakete 2001, prejemnik medalje občine Radovljica 2001, prejemnik priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije v letih 2002, 2003 in 2004, predvsem pa zmagovalec županskih volitev 2010, 2014, 2018 in 2022. Na oder vabim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Z njim pa bi prosil še, da na oder prideta Jure Franko, prejemnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Sarajevu 1984, in pa Franci Petek, svetovni prvak in prvi zastavonoša v zgodovini samostojne Slovenije na zimskih olimpijskih igrah leta 1992 v Albertvilu. Če so pa slučajno se v radolško publiko, če so prišli tudi, pa na oder vabim še ostale radolške olimpice, Istoka Čopa, Luko Špika, Sadika Mujkiča, Saro Isakovič in Jakova Faka. Če ste tukaj, pridite počas, mi vas bomo počakali. Mislim, da smo pripravljeni? Smo pripravljeni na Petra. Jaz mislim, da je, Sašo, mislim, da ste pripravili eno prav posebno pesem, eno zelo ljubo pesem, da prikličemo Petra Prevca. Oba, izvolite za podlago. Nejc, mi smo jo 15 let trenirali prav za današnji dan. Ok. Najbolj primerna situacija, ampak preden jo bomo pa zagrali, bi pa radi z vami potrenirali. Jaz rečem 3-4 zdaj. Slišali boste bariton in vsi zapojete dve legendarne besede, ki jih reži cel svet pozna. Planica, planica. A bo šlo? O, koliko ste me zdaj prepričali, niste me. A bo šlo? Pazi, 3, 4. Planica, planica. Radonca? Profesionalci! Planica, planica, snežena granica, le kdo je ne pozna, lepoto iz snega, skakalci kot ptice, letijo pod nebo in slavo planice v širni svet neso. Pozdrav nestrašnim junakom daljav, prijateljev strmih snežnih planjav, slava čas velja, vsem skakalcem tega sveta. Junaki planice letijo kot ptice, spet slava gre v svet, za dolgo vrsto let. Planica, planica, če pridemo nazaj, planico, planico, od koncev zimskih Radonca, kje so roke? Gremo rabo našo pomoč ritmo, udravo in sreno, tako kot Peter uvedel. Pozdrav nestrašnim junakom daljav, prijateljev strmih snežnih planjav, slava čas velja, vsem skakalcem tega sveta. Junaki planice letijo kot ptice, spet slava gre v svet, za dolgo vrsto let. Planica, planica, še pridemo nazaj, planico, planico, od koncev zimski raj. Gremo! Dame in gospodje, Peter Prevc!
še en velik aplaus ansambla Saša Avsenika. Predvsem pa en velik aplaus. Peter Prevc! Mogoče za začetek, Franci, če kar stopite klele k mikrofonu. Par besed, jaz sem razmišljal, mogoče kakšen nasvet za Petra zdaj ob upokojitvi. Joj, sej veš, kako je to nehvaležen na svete talata, ne? Ampak predvsem bi se, jaz sem Petru to že rekel, ampak vi niste slišali, pa bom ponovil, ne? Predvsem, Peter, ti želim, da ostaneš zvest sam v sebi, kar je ni zmeraj čisto lahko, ne? Predvsem ostan, Peter. In pa srečno na poteh, ki te čakajo, to pa ti veš. Hvala lepa, Franci, hvala. Sem bil kratek, a ne? Želja je pa iskrena. Jure Franko, še od vas mogoče? Peter, jaz sem najstarejši tle na odru in zato imam tudi največ časa na razpolago. Tako da vi se kar usedite, ker to zdaj en cajta traja, da mi upokojenci kaj povemo. Peter, takole, jaz bom šel, ne bom nič filozofiral, ampak bom prišel kar k praktičnemu delu upokojitve, ki te čaka in sicer ta prva je takala zadevšna, da boš lažji, ker ti si da pred trgo doma, tako kot mi, ne? In tam je blizu dom Janka Benedika. In zdaj, ko boš men hodil, boš ugotovil, da je tam kar precej prometa na pločnikih. Mislim, spoznal boš svoje someščane tudi na ta način, ker so starejši od mene, pa take palce nosijo, če se pa zgubiš, če bi se ti slučajno to zgodiš, samo zvoniti začneš in te pride žena iskat, ki ima bliz, tudi ona do tam, ne? Tako da evo, to je eno, to je pa, če pa dolg čakati za ženo, imaš pa malo za zraven, za se podkrepiti. To je, drugače pa to model Simon Aman. Simon Aman, sam tako da veš. Pol imam drug model, to je že malo bolj, to bi pa, če bi slučajen, evo ga, takole, ja, super, če bi slučajno se, to je model Jani Ahonen, če bi se slučajno odločil, da bi šel nazaj skakati, ker bi ti bilo doma dolg čas, ali? Pol to sabo vzameš, ti tako dobro skačeš, da te tole sploh ne bo uviral, ti lepo takole greš lepo. Cak, v pozo, udrineš, malo se razgleduješ po dolinah, po vršacah, pa tako naprej, imaš cajta in pol tik preden prestaneš, tole, to je zdaj pomemben, klik mora narediti. Klik, a si slišal? Klik, tole, v telemark, to, v telemark in z eno nogo, z lahkoto se tole dvigneš iz telemarka gor, ker drugače v letek bo to težko, ne? To je to. Jani Ahonen, tako, pol imam pa še tole, to je pa vrhunc tehnike, to je pa, če se boš res na stara leta odločil, da se boš vrnil v smučarske skoke, je pa to model Noriaki Kasai. Tako da, Pero, vse najboljše, če bo to imela pa ženo, pa s familijo bo več cajta, pa dobrodošli na naši Mama Mi, pa Nune v akciji, pa vse te stvari, imata doživljenjske vstopnice, je prav? Hvala tebi za vse. Takole, še nekaj daril imamo zate, Pero. Najprej, te vi povedi, jaz povem. Bom jaz. Najprej, knjižnic Antona Tomaža Linharta Radolca, Pero ti podarja izkaznico knjižnice Antona Tomaža Linharta Radolca, ker če pa kaj už pa imel zdaj velik cajta brat, no, a ne? Tako. Občina Radolca ti pa daje tudi darilo Zlatnik, svetovno prvenstvo v poletih v Planici 2010, ki bo izdano ob 21. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici. Imamo pa zdaj še eno darilo za te, Pero, pa mogoče to je pa najbolj, da ga kar gospod župan upiše sam, kar klele. Zdaj pa je.
Zdaj pa jaz čakam posebno darilo, ki je presenečenje tako za Petra, kot tudi za vas. Kje pa ste? Moram pokomentirati tole darilo, ker enostavno nisem vedel, kaj bi Petru dal za zaključek tako sijajne kariere. In tukaj se moram družini Finžgar zahvaliti, da smo našli te smuči, ki so od prvega direktorja Elana, gospoda Rudija Finžgarja, ki je prvi skočil čez 100 metrov kot Slovenec. Seveda, prvi, ki je skočil 250 metrov, je naš Peter. Tele smuči so stare približno toliko, kot jaz. Okrog 65 let. So bile restaurirane in moram se zahvaliti mojim prijateljem, Mihu Delalutu, ki je sodeloval pri tem projektu, in pa Milanu Žbogarju. Milan je opeskal okovje, originalno okovje, in pa Delalut je pa okovje pozlatil za našega Petra. Samo še toliko povem, da so to res fenomenalne smuči z 3 utori, in pa, da je gospod Rudi Finžgar nazadnje skakal tudi s temi. Tako da, dragi Peter, mi se ti res zahvaljujemo za sijajno kariero, mi smo ponosni, da si Radolčan, da je družina tukaj in da boš ves čas ostal z nami. Bravo! Zdaj mislim čas, da Peter še tebe prosim, da ne govori, da komentiraš, da so kaj za namazati te smuči. Ja, lepo pozdravljeni in predvsem hvala za udeležbo tako, za tak sprejem, da mi zagra srce. Hvala za darila, za modele. In pa tele smuče, ki je pa res nekaj edinstvenega, da se taka dva dogodka povežeta, in sem zelo počaščen. Takole, zdaj mislim, da je čas, da damo en velik hvala Petru Prevcu na 3-4 zdaj. Hvala, a znamo? 3, 4, zdaj! 3, 4, zdaj! Peter Prevc! Dajmo en velik aplavz, pokažite, kako se da. Peter bo zdaj še tukaj okoli, tako da ga boste lahko vzeli. Še enkrat, Peter, še z moje strani hvala. Velika zahvala gre tudi občine Radovljica za organizacijo, gasilcev Radovljica za pomoč, pihalnemu orkestru Lesce, ansamblu Saša Avsenika, ki bo še z nami. Seveda, kot sem že rekel, največja zahvala gre pa seveda Petru Prevcu za vse trenutke, ki jih je nam dal v svoji bogati karieri. Tako da dajmo še enkrat, največ, kar Radovljica premore, Peter Prevc! Ansambl Saša Avsenika bo pa zdaj tudi z nami še za nekaj pesmi, tako da naj bo to židen praznik. Jaz sem predlagal gospodu županu, da to postane praznik Radovljice, kjer smo Radovljičani pol lahko tudi frej. Je rekel, da nima te moči, ampak jaz mislim, da v naših srcih bomo to vedno imeli kot praznik. Ali misliš sama živeti še 1000 let, pa me zelo je bogat, pa je da imel bi me rad, v službi svako visi, si skozi poslo poti, in samo da samo žal, enostavno samo doma, obalo vodi po svet, še v stoletni Radovljica si sredstvo!
Ja, in zelo topel, srčen sprejem, vesel sem videti toliko ljudi na enem kupu pridejo hiter, pa kako ne rečem, se je zmeraj dobro sprehajati po Radolci in Eno pesem bomo še sigurno zagrali. ki je v bistvu uradno mesto, ampak se mi zdi, da po odnosu, ki ga imajo ljudi drugega do drugega, kar velika vas. Radolci, lepa sezona. Sami znali, tako da Lep zaključek. izkoristimo to, pa vas povabim, da ena pesem, ki je velika, se pred mano že napisana. Lep tvoj zaključek. Ja, zaključek moj je bil zmeraj, mislim, je bil lep, kot sem si želel in kot se konc koncev tudi spodobi. Pa posebno darilo, Vižgarjeva smuči. Ja, te smuče so res dobro, lepo presenečenje, krasno darilo. Sem zelo hvaležen. Se pravi, jaz sem že v uvodoma povedal, da mi smo ponosni, veseli in sem prepričan, da je družina tudi zadovoljna v Radolci. Ker vidim, da je pravi utrip. Predvsem moram povedati, da imamo toliko olimpijcev, ki so osvajali medalje na olimpijadah in to je samo potrditev, da je življenje tu pri nas zelo lepo.